Pozdravljeni! Moje ime je Sara Primec in prihajam iz Muzeja krščanstva na Slovenskem v Stični. V letošnjem letu smo se odločili, da v sodelovanju z JSKD Ivančna Gorica in Zvezama kulturnih društev Ivančna Gorica in Grosuplje pripravimo likovno razstavo Kulturna krajina v Jurčičevih literarnih delih. V temle mojem predavanju bi vam rada predstavila, kako in zakaj smo se v muzeju sploh odločili s tem likovnim razpisom združiti kulturno krajino in pa Jurčičevo literaturo. Leta 2019 smo v muzeju vstopili v evropski projekt Cisterscapes. Glavni namen tega projekta je raziskovanje kulturne krajine, ki se je skozi stoletja v Evropi izoblikovala pod vplivom meniškega reda cistercijanov. V projektu sodeluje 17 cistercijanskih samostanov oziroma cistercijanskih pokrajin iz 6 evropskih držav. Slovenijo pa zastopamo Muzej krščanstva na Slovenskem za Stično in pa Galerija Božidar Jakac za samostan Kostanjevica na Krki. Cistercijanski meniški red je bil specifičen zaradi svoje gospodarske usmerjenosti. Vsi cistercijanski samostani so imeli precej obširna posestva, za katera so dobro skrbeli z vidika organizacije, vzpostavljanja poti, poselitve, kmetijskih postopkov, vodnih regulacij in pa seveda je bil velik tudi religiozni vpliv teh samostanov na okolico. Vsi cistercijanski samostani so bili med seboj tudi zelo dobro povezani, tako da je že v srednjem veku prihajalo do izmenjave številnih inovacij, novih idej, znanja in tako naprej. Lahko bi v bistvu rekli, da je šlo za neko evropsko povezovanje na najzgodnejšem nivoju. Vse to delovanje pa je seveda bistveno zaznamovalo tudi pokrajino, v kateri je vpliv cistercijanov viden še danes. Namen projekta Cisterscapes je torej, da raziščemo in popišemo vse elemente in značilnosti kulturne krajine ter jo zaščitimo z znakom evropske dediščine, za katerega upamo, da ga pridobimo v letu 2023. V lanskem letu smo v muzeju izvedli obširno raziskavo kulturne krajine samostana Stična, sedaj pa sledi v bistvu ta druga faza projekta, ki vključuje ozaveščanje javnosti o tem, kakšen je ta vpliv bil. In del tega ozaveščanja je tudi naša prihajajoča skupna razstava. Ves čas govorim o kulturni krajini. Kaj pa kulturna krajina sploh je? Definicija pravi, da je kulturna krajina rezultat človeškega posega v naravnem okolju. Urbanistični terminološki slovar navaja definicijo, da je to krajina, na katere nastanek in podobo je vplival človek s povezovanjem kmetijskih površin, gozda in poselitvene strukture. En tak lep primer kulturne krajine v likovnem izrazu je tudi tale slika na prezentaciji Trška gora avtorja Božidarja Jakca. Trška gora pa je v bistvu tudi ena najstarejših posesti samostana Stična, kjer je imel samostan zelo obširne vinograde. V ta prostor cistercijanske kulturne krajine se je 4. marca 1844 rodil slovenski pisatelj, časnikar in urednik Josip Jurčič. V letošnjem letu obeležujemo 140. obletnico njegove smrti, zato je leto 2021 tudi razglašeno za Jurčičevo leto. Josip Jurčič se je rodil na Muljavi, v preprosti kmečki družini. Že zelo zgodaj ga je nad pripovedništvom navdušil njegov dedek, ki mu je ob večerih pripovedoval razne zgodbe. Osnovno šolo je Josip Jurčič obiskoval v Višnji Gori. Po tej trasi, ki jo je vsak dan mladi Jurčič prehodil na poti v šolo med Muljavo in Višnjo Goro, v občini Ivančna Gorica vsako leto poteka Jurčičev pohod. Gimnazijo je Jurčič obiskoval v Ljubljani, potem pa je na Dunaju študiral slavistiko in klasično filologijo, vendar študija ni nikoli dokončal, ker mu je žal zmanjkalo gmotnih sredstev. Kasneje se je zaposlil kot časnikar in postal urednik časopisa Slovenski narod. Slovenci ga gotovo najbolj poznamo po njegovem pisateljskem delu.
Pisal je številne črtice, povesti, pripovedi, romane, dramska dela, gotovo pa je najbolj znan Deseti brat. Izdan je bil leta 1866 in velja za prvi slovenski roman. Dogajanje v Desetem bratu je v celoti postavljeno v kulturno krajino Stiškega samostana. Še toliko bolj pa je ta kulturna krajina izrazita v zgodovinski povesti Jurij Kozjak. V Juriju Kozjaku Jurčič Stiški samostan opiše nekako takole. V prijaznem kotiču, v zatišju med dvema vrstama lepih gričev, je stal slavni klošter Stiški. Že leta 1135 je kupil patriarh Peregrin iz Ogleja tukaj nekaj zemlje, postavil klošter in poklical iz Rima brate cistercijane. Ustanovitelj pa bratom ni samo priskrbel streho in stanovanje, temveč prikupil jim je za živež tudi primerne lastnije v okolici. Precej od kraja so imeli menihi 3 vasi podložne za raboto in desetino. Pomnožili so to prvo lastnijo sosednji in daljni plemenitaši. Med poslednjimi nahajamo v zapiskih najvišje osebe iz vseh stanov, papeže, cesarje, kralje, vojvode, grofe in druge imenitnike imenujejo med darovalci. Tako je bil klošter Stiški v nekdanjih časih eden izmed najbogatejših v slovenskih deželah. Tukaj moram Jurčiča popraviti samo v parih detajlih. Prvi menihi so na področje današnje Stične prišli že leta 1132 in začeli z gradnjo samostana. Menihi pa niso prišli iz Rima, kakor je to navedel Jurčič, temveč iz francoskega samostana Morimond in avstrijskega samostana Rajn. Dela so bila dokončana leta 1135, ko se je tudi začelo redovno življenje v samem samostanu, vendar pa je stiški patriarh Peregrin ustanovno listino za samostan podpisal leta 1136, zato ta letnica tudi velja za uradno letnico ustanovitve samostana. Takoj ob ustanovitvi je samostan dobil dovolj posesti, ki so omogočile dohodek, da je mlada postojanka lahko zaživela in se razvijala še naprej. Skozi stoletja pa je samostan preko darovnic številnih plemenitašev svoje posesti razširil na območje skoraj celotne Dolenjske, dela Notranjske, posesti pa je imel tudi na Štajerskem. Kako obširna je bila ta posest, je najlepše razvidno iz najstarejših ohranjenih stiških urbarjev iz 16. stoletja. Tam so navedene vse vasi, podložniki in dajatve, ki so jih morali kmetje izplačevati svojemu fevdalnemu gospodu, stiškemu samostanu. S pridobivanjem župnij in cerkva pa je stiški samostan razširil tudi svoj cerkveni teritorij, ki ga zelo lepo prikazuje zemljevid na prezentaciji. Območje, ki je spadalo pod upravo in oblast stiškega samostana, je bilo torej res veliko. In stiški menihi so se resnično trudili, da je bilo to območje tudi gospodarsko donosno. Zaradi lažje organizacije je bila samostanska posest razdeljena na 8 geografsko zaokroženih uradov. Znotraj uradov je bila posest naprej deljena na župe, ki so jih vodili demokratsko izvoljeni župani, združevale pa so nekaj vasi. V 16. stoletju je imel samostan 1073 hub, kar pomeni 1073 kmetij, na katerih so se večinoma ukvarjali s poljedelstvom in živinorejo. Iz dajatev je razvidno, da so na poljih večinoma gojili pšenico, ovs, rž, proso in ječmen, med živino pa so bile priljubljene svinje, drobnica, govedina in kokoši. Menihi so se seveda trudili, da je bila njihova posest čim bolj donosna, zato so kmetom pomagali številnimi inovacijami in novimi boljšimi kmetijskimi postopki. Tako velja, da so tradicionalno ravno cistercijani na Slovenskem uvedli železni plug. Ena izmed zanimivejših gospodarskih enot pa so bile tudi pristave. Pristave so bili kmetijski obrati, kjer je bila gospodarska dejavnost namenjena direktno oskrbi samostana. Na nekdanje pristave še danes spominjajo številna geografska imena: pristava, pristavica, pristavlja vas in tako naprej.
Ena izmed največjih pristav samostana Stična se je nahajala na Marofu med Ivančno Gorico in Stično. Po nacionalizaciji je bila tam farma Stična, kar vam je mogoče majčkeno bolj znano. V srednjem veku pa je bil to gospodarski obrat, na katerega še vedno spominja baročni dvorec iz 18. stoletja in pa nekdanji hlevi, ki so danes preurejeni v stanovanja. Druga pomembna gospodarska dejavnost je bilo ribogojništvo. Meniška pravila so menihom prepovedovala uživanje mesa štirinožnih živali, kar je pomenilo, da je bil njihov jedilnik večinoma sestavljen iz zelenjave, sadja in pa rib. Ribe so lovili v številnih potokih na svoji posesti in tudi v reki Krki. Ker pa je bila potreba velika, so na svoji posesti uredili umetne sisteme ribnikov. Dva ribnika sta se nahajala tik ob samostanu. 4 večji ribniki so bili del pristave na Marofu. 3 ribniki so bili pri Velikem Črnelem, na kar še danes opozarja lepo ohranjen jez, čeprav so ribniki že nekaj časa izsušeni in zaraščeni. 2 ribnika sta se nahajala tudi pri Grosupljem, in sicer med malo staro vasjo in Spodnjimi Duplicami, točno pod sedanjim krakom avtoceste med Grosupljem in Višnjo Goro. Gospodarska dejavnost, ki je pomembno zaznamovala kulturno krajino stiškega samostana, je tudi mlinarstvo. O tem, kako zelo pomembno je bilo mlinarstvo v teh krajih, je pisal tudi Josip Jurčič v svoji povesti Golida. V 16. stoletju je imel stiški samostan v svoji lasti kar 49 mlinov. Eden od mlinov se je nahajal tudi v sklopu samega samostanskega kompleksa, do njega pa je bila že v 12. stoletju voda speljana preko umetno izkopanega rokava. 7 mlinov se je nahajalo v neposredni dolini Stične, v dolini Stiškega potoka. Številni mlini pa so bili tudi na Temenici, Višnjici, Grosupeljščici in seveda na Krki. Plankarjev ali Pintarčkov mlin ob Stiškem potoku ima čisto posebno zgodbo. Legenda pravi, da je v 15. stoletju Valentin Pintar pred smrtjo v času turških vpadov rešil stiškega opata. Ta mu je v zahvalo podalil odvezo, da njemu in njegovi družini ni bilo več potrebno plačevati dajatev in davkov. S tem je družina res obogatela in mlin je bil eden izmed najbolj donosnih vse do 20. stoletja. V Grosuplju se ob Brinski graščinici nahaja mlin Brinje. Čeprav so ga zgradili čušperški grofi, pa je bil eden izmed najbolj donosnejših, zato so si tudi stiški opatje prizadevali, da bi ga pridobili pod svojo oblast. Sodi med najstarejše mline na Slovenskem, v njegovi notranjosti pa je še vedno krasno ohranjen leseni mlinski oder. Največji mlini so se nahajali ob reki Krki, saj je imela Krka tudi največjo vodno moč. Andrejkotov ali Mevčev mlin v Grintovcu spada med ene lepše ohranjenih, bil pa je tudi eden večjih, saj je imel kar 6 mlinskih koles. Naj torej strnem, kako je gospodarstvo vplivalo na stiško kulturno krajino. Gotovo najbolj izrazito preko poljedelstva, kar je razvidno iz oblike polj, teras, kolobarjenja in tako naprej. Potem seveda živinoreja in ribogojništvo, sploh ribogojništvo s številnimi umetno narejenimi ribniki. Mlinarstvo, sadjarstvo, gozdarstvo in pa omenim naj še vinogradništvo, ki je sicer mogoče močnejše na področju Čateža in Novega mesta, vendar pa je bila tudi gotovo eno pomembnejših gospodarskih dejavnosti. Poleg gospodarskega pa je pomemben tudi religiozni vpliv soustvarjanja kulturne krajine na področju stiškega samostana. Kamorkoli na Dolenjskem se zapeljemo, pa tudi drugod po Sloveniji, bomo videvali številna obcestna znamenja, kapelice, križe, pile in tako naprej. V bližini Stične je eden najzanimivejših tlačanski pil v Velikih Pecah. Datiran je v leto 1720, postavili pa so ga stiški podložniki na križišču poti, ki so vodile proti Stični. Gotovo vsi poznate tudi opatovo znamenje iz Ivančne Gorice, ki se danes nahaja v občinskem grbu. Ena izmed lepših primerov kapelic pa je tudi kapelica na polju med Stično in Ivančno Gorico.
Kamorkoli se boste ozrli v svoji bližnji okolici, boste gotovo na kakšnem hribu zagledali cerkvico. V 17. stoletju je k stiškemu samostanu spadalo kar 7 župnij in 15 vikariatov, poleg župnijskih cerkva pa je imel samostan v svoji lasti še 225 podružnic. Praktično je ni cerkvice v naši grosupeljski, dobropoljski in ivanški okolici, ki ne bi v določenem obdobju spadala pod oblast stiškega samostana. Samostan pa je bil dolžan za te župnije in cerkvice tudi skrbeti. Tako je na župnije pošiljal svoje menihe, da so opravljali službo župnikov, skrbel pa je tudi za obnovo in vzdrževanje vseh teh cerkva. V 15. stoletju so bili stiški opatije meceni umetnika Janeza Ljubljanskega. Po njihovem naročilu je Janez Ljubljanski poslikal številne cerkvice, ki so bile tedaj pod upravo stiškega samostana. Eni najlepših primerov fresk se nahajajo v cerkvi svetega Petra na Kamnem vrhu nad Ambrusom in pa tudi v cerkvi Marijinega vnebovzetja na Muljavi. Ravno ta cerkvica je ena glavnih dogajališč Jurčičeve zgodovinske povesti Jurij Kozjak, kjer se dogaja napad Turkov iz leta 1475. Obdobje turških vpadov v 15. in 16. stoletju je eno izmed najtemnejših poglavij zgodovine stiškega samostana. 3 napadi na sam samostan in pa številni napadi na samostansko posest so povzročili veliko gmotno škodo, ki se je odražala v splošni krizi meniškega in gospodarskega življenja. Sledili sta še reformacija in protireformacija, kar tudi ni bilo ravno najlažje obdobje za stiški samostan. V želji po zaščiti pred turškim pustošenjem so v 16. stoletju celoten samostan obdali z obzidjem s številnimi obrambnimi stolpi. Zgradili so tudi protiturško trdnjavico, ki veljala kot nekakšno zatočišče za vse prebivalce samostana v primeru napada. Tale Valvazorjeva grafika je sicer iz 17. stoletja, vendar lepo prikazuje, kako je samostan spremenil svojo podobo v času turških vpadov. Leta 1497 je stiškemu samostanu uspelo priključiti eno najbogatejših župnij Šmarje. Pogajanja so bila precej dolgotrajna in ker je bilo to ravno obdobje turških vpadov, so se stiški menihi bali, da bi zdaj, ko so končno bogato župnijo pridobili, izgubili prevelik del njenega dohodka. Tako so veleli, da se cerkvica obzida z obzidjem in utrdi v tako imenovani tabor. Tabor danes sicer v celoti ni ohranjen, lepo pa je ohranjen njegov del, ki ga poznamo pod imenom Turnček. V 17. in 18. stoletju je z nastopom baroka prišel tudi čas za ponovni razcvet samostana Stična. Eden izmed najbolj dejavnih opatov v tistem času je bil Jakob Reinprecht. Poskrbel je za temeljito obnovo in barokizacijo stiške bazilike in tudi številnih drugih župnijskih in podružničnih cerkva. Med drugim je barokiziral tudi župnijsko cerkev v Šentvidu pri Stični. Žal pa obdobje razcveta ni bilo dolgotrajno. Leta 1784 je z reformami Jožefa II. Stiški samostan doživel svoj razpust. Samostan je bil tako zapuščen vse do leta 1898, ko so se vanj ponovno naselili menihi. V 19. stoletju, ko je deloval Josip Jurčič, menihov v Stični tako že dolgo ni bilo več. Kako lahko torej povezujemo kulturno krajino stiškega samostana in Jurčičeva literarna dela? Prav Jurčičeva literatura je krasen dokaz, kako močan je bil v resnici vpliv stiških menihov, čeprav v 19. stoletju samostan takrat ni deloval. Jurčič je svoja številna dela umestil v prostor rodne Dolenjske, nekje med Muljavo, Višnjo goro in Stično. Vse dogajanje se odvija znotraj 2 socialnih slojev, kmečkega na vasi in pa grajskega na bližnjih gradovih. Vse zgodbe so dokaj realna slika življenja iz Jurčičevega časa in okolice. Za svojo snov je jemal pravzaprav svoje izkušnje oziroma svoje dogajanje v rodni Muljavi in širši okolici. Pri tem se zelo močno čuti vpliv fevdalne ureditve, ki je pravzaprav posledica ureditve pod oblastjo stiškega samostana. Kot pisatelj je Jurčič realist.
tako da se ne osredotoča pretirano na široke poetične opise pokrajine. Njegovi opisi so skopi, pomembnejši so dialogi in dejanja oseb, opisi pokrajine pa zgolj dodatno karakterizirajo posamezne osebe. Najbolj izrazite opise pokrajine pravzaprav najdemo ravno v Desetem bratu, ki je izšel leta 1866 in je prvi slovenski roman. Dogajanje se odvija v Muljavi in okolici. Gre torej za resnične kraje na Dolenjskem, čeprav jim je Jurčič za potrebe zgodbe navedel izmišljena imena. Muljava je tako na primer vas Oberhek. Poleg Muljave se zgodba odvija še na gradovih Kravjak in Mačarol. Slika pokrajine je zelo stvarna. Opisi so sicer kratki in objektivni, vendar pa dovolj določni, da si lahko točno predstavljamo, za katere kraje v okolici Muljave gre. Podobno je v to vaško okolje postavljeno tudi dogajanje v romanu Doktor Zobar, čeprav so tudi tukaj imena krajev izmišljena. Isto vaško okolje s posameznimi elementi dogajanja na gradovih Zabrezarja in Pošte v Malem Hudem najdemo tudi v romanu Cvet in sad iz leta 1868. Literarno delo, ki pa gotovo najbolje zaobjame pojem kulturne krajine in tudi samo zgodovino samostana Stična, pa je gotovo Jurij Kozjak, zgodovinska povest iz leta 1864. Tematsko in zgodovinsko je postavljena v čas turških vpadov v 15. stoletju. Geografsko pa se dogaja na gradu Kozjak, v samostanu Stična, pri cerkvici na Muljavi, vključena pa sta tudi Breznikov mlin na Krki in pa sama Krška jama. Druga Jurčičeva literarna dela, ki se odvijajo na področju stiške kulturne krajine, so še Golida, ki se dogaja v Ponkračevem mlinu pri Višnji gori, Moč in pravica, ki se odvija na Hudem, in pa Kozlovska sodba v Višnji gori, za katero verjamem, da ne potrebuje nadaljnje predstavitve. Če torej nekje poiščemo vzporednice med kulturno krajino stiškega samostana in Jurčičevo literaturo, se srečamo ravno na tem prostoru med Muljavo, Višnjo goro in pa Stično. Upam, da sem vam s to predstavitvijo približala kulturno krajino samostana Stična in vam vsaj malo predstavila, kako se ta odslikava v Jurčičevi literaturi. Naštela sem vam številne elemente kulturne krajine, od cerkva, obcestnih znamenj, polj, gozdov, vinogradov, mlinov, ribnikov in tako naprej. Naj bo vse to samo tematsko izhodišče, nikar ne dovolite, da vas to kakorkoli zamejuje pri vašem ustvarjanju. Izberite tisti element kulturne krajine, ki je vam najbližje, in ga upodobite tako, da se boste lahko najlažje izrazili. Veseli bomo vaših prispevkov in v jeseni se veselim naše skupne razstave v Muzeju krščanstva na Slovenskem. Hvala! Pri razpisu Jurčičeve kulturne krajine bi izpostavila 4 segmente, ki so zelo pomembni pri dejanskem delu oziroma pri realizaciji samih vaših likovnih del. In sicer prvi segment je perspektiva. Pomeni, da če delujete na tem realističnem polju, potem je treba paziti točko pogleda, horizont, potem vse linije, ki grejo v točke na horizontu. Se pravi, da perspektiva tudi v krajini nekako je pravilna oziroma se ravna po nekih načelih. Če delujete na polju bolj abstraktnega, potem jasno to ne pride v poštev, vendarle pa poznavanje nekih osnovnih zakonitosti vendarle služi svojemu namenu. Potem druga točka je točka pogleda, in sicer probajte izbirati med različnimi položaji. Lahko gledate z nekega hriba na določen
na določen objekt oziroma na določeno krajino. Lahko gledate od spodaj navzgor. Se pravi, da probajte izbirati kot, ki je poseben, kot, ki je neobičajen in ki bo na sliki tvoril neko zanimivo kompozicijo. Tretji segment je sama kompozicija. Vi imate lahko spet na izbiro bližnje kadre, daljne kadre. Potem greste lahko v detajl, tako kot je recimo hiša za mano, kjer je v bistvu tudi del tukajšnjega kulturnega okolja in sicer predstavlja centralo, ki je napajala kompletni otok z električno energijo. Tudi vi lahko izbirate med mostovi, zgradbami, deli hiš. Zdaj te spet plani so lahko bližnji, lahko so daljni, lahko vzamete samo nek del, pogled skozi nekaj, kar se vidi v daljavo. Jasno, tukaj je zelo pomembna kompozicija, kam boste umestili sam kulturni objekt, koliko bo velik in kako se bo tvoril s krajino v določen, ne vem, zlati rez, v nek ritem, simetrijo ali asimetrijo, ne? Tako da ta kompozicija je en pomemben člen. Potem tretji segment je, oziroma četrti segment je lasten izraz, kar pomeni, da se probajte orientirati v tisto, kar ste podoživeli ob gledanju določenega motiva. Najmanj, kar je dobrodošlo, je to, da preslikavate s same fotografije, ker v končni fazi fotografija je tisti dokument, ki nam kaže neko realno podobo. Slikarji oziroma umetniki pa to podobo probajo izraziti na nek lasten način. Tako da probajte tej realistični podobi vdahniti ta svoj vidik, ta vaš odnos do motiva, ki ga slikate. Lahko je to spet bolj kot ne realistično, lahko pa greste popolnoma v abstraktne prezentacije. Tako da tukaj znotraj tega jaz mislim, da se boste znali nekako orientirati. Vsekakor pa naj bojo poleg krajinskih motivov, smo rekli, vključeni tudi neki elementi kulture oziroma človeškega vidika, človeškega posega v naravo.